V posebno čast in zadovoljstvo mi je, da mi je dana priložnost, da se zahvalim za vašo plemenitno dejanje. Vsem slavljencem, zbranim na današnji slovesnosti, izrekam dobrodošlico in prisrčen pozdrav. Spoštovane krvodajalke in krvodajalci, v območnem združenju Rdečega križa Kranj, ki vključuje 30 krajevnih organizacij Rdečega križa iz mestne občine Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur, Cerklje, Jezersko, daruje kri cirka 7% odraslih med 18 in 65 letom starosti. V letošnjem letu smo izvedli 36 krvodajalskih akcij, na katerih je kri darovalo preko 2288 krvodajalcev in krvodajalk. Kar je več kot leta 2016, smo pa imeli tudi 298 krvodajalcev, ki so prvič darovali kri, kar pa je tudi več, kot je bilo v preteklosti. Naj ob tej priliki omenim, da smo seveda skupnost, največ ena od največjih skupnosti svetovnih ljudi, ki jih povezuje humanitarna miselnost in dejavnost, da gre za več kot 100 milijonov ljudi, ki si lahko tudi privoščijo, da rečejo, v prihodnjih 5 letih bomo 1 milijardo ljudi na vsem svetu naučili prve pomoči. To je eden od naših velikih ciljev, ki se mu približujemo, omogočiti, da v svojem domačem okolju, v družini lahko pomagamo bližnjemu, da to lahko pomagajo starši svojim otrokom, da mimoidoči na cesti lahko pomagajo nekomu, ki je v stiski, in da seveda lahko vsi skupaj pomagamo takrat, ko pride do manjših ali večjih nesreč, ki žal so neizogibne. Jaz bi rekel, da taki dogodki nas opogumljajo, da ko razmišljajo o teh 2 glavnih gibalih, ki vodita človeštvo in od katerih eno imenujemo tekmovalnost z lepo besedo, ampak obstaja tudi slaba beseda za to in imenujemo jo pohlep. Ko so ljudje drug drugemu volkovi, ko tekmujejo drug z drugim, ko se denar in bogatstvo pretaka od revnih k bogatim. In v takem svetu živimo. Imamo tudi drugo gibalo, imamo drugo vrednoto, ki se imenuje človekoljubje, pomoč bližnjemu in upamo, da bo to je naš cilj, da ne bo šlo samo za ravnotežje, ki ga ta čas vzdržujemo, ampak da bo nekoč ta druga vrednota zmagala, ker samo na tem obstoja prihodnost človeštva. Jaz se ob tej priliki zahvaljujem v resnici globoko vsem krvodajalkam in krvodajalcem, prostovoljkam in prostovoljcem, tudi tistim, ki so šele začeli in bodo v prihodnjih letih postali dobitniki teh pomembnih nagrad in priznanj, današnjim slavljencem pa čestitam še posebej. Hvala lepa. Janez Galjot, Stanko Grošelj, prav tako prejme priznanje. Silva Valjavec, Damjana Vohar, Andreja Zaplotnik,